Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Petkovo jutro, ki bo šlo v zgodovino, vsaj pri meni osebno, moram reči, zavedno spremenil pogled na cenjenega kolega Mateja Regenta. Verjetno za tebe tudi, Ema. Ja, zelo, ja. Drugače, danes zjutraj smo debatirali o nesmiselnih stvarih, ki jih kupimo na morju. In Matej je povedal, da je odrasel in pri polni zavesti si kupil kapitansko kapo. Teda jaz bi ti še enkrat čestital, nič ne govori. Ahoj. Ne, ker nisi Čeh, še enkrat. Joj. Če pa tak se kapitani pozdravljamo. Ja. Imaš sploh izpit za čovn? Seveda imam. Res? Ja, imam. Bravo. Kupljenega. Ne, kupljenega. Penkoviču. Za 2 štruci. Ok, tako da čudovit petek, krasen vikend želimo in uživajte v podcastu tega jutra. Začela se je velika schizma med FIFO in UEFA. Po teh dolgoprstnih načrtih predsednika FIFE se je zdaj vstala UEFA in zagrozila celo z bojkotom vseh tekmovanj pod okriljem FIFE. Svetovno prvenstvo, tako za moške kot za ženske, svetovno klubsko prvenstvo, kvalifikacije dodatne za svetovno prvenstvo, vse to naj bi potekalo brez evropskih reprezentanc, če bo šla FIFA naprej s tem svojim načrtom. Če ni UEFA, ni fuzbala, ne? Kakorkoli obrneš. To je približno tako, da bi, ne vem, bilo svetovno prvenstvo. Vem, da je to zdaj slab primer, ker se to bolj kot ne igra samo v Ameriki zares. V ameriškem nogometu pa ne bi bilo Amerike. Ja. Ker slabo, ne? Približno tako. Tako da tu še bo kar nekaj zanimivega branja na to temo. Me zanima, kako se bodo zmenili. Zdaj se bodo verjetno začela neka pogajanja, ampak UEFA, pa ne samo UEFA, tudi Ameriška nogometna zveza in še nekaj njih so se odločno izrekle proti in po mojem tu nekega popuščanja ne bo. Vse pravilno. Ja, seveda. Ne? Ker sicer se zdi malo ofucan slogan, da nogomet ni na prodaj, pa tokrat se mi zdi, da je res na pravem mestu, sploh glede na to, kaj vse smo videli na tem zadnjem svetovnem prvenstvu. In ja, definitivno bi bilo samo še huje. Tako da bomo spremljali zgodbo in smo veseli, da je tako odločno stopila proti temu UEFA, ki jo seveda vodi naš Aleksander Čeferin. Stvari se spreminjajo, ne? To je edina zares gotova ali pa edina prava konstanta, ko govorimo o življenju. Stvari se vse skozi spreminjajo. In recimo, če se spomnimo, če ste, ne vem, 2 desetletji nazaj, ti še ne, ima prav, ne? Živeli v našem mestu, se spomnimo, če smo želeli kaj naročiti, običajno pico, ne, so tu z starimi klioti vozili okoli prelepljenimi, ne. Dostava ste imeli? Ja, redke restauracije, ampak bila je dostava. Dalo se je naročiti, sicer se je čakalo, pol si dobil podplat na mesto pice, recimo, ampak bilo pa je. Danes seveda brzijo naokoli Woltovi dostavljavci tukaj po Mariboru, kmalu pa bodo tu verjetno tudi droni. Prej ali slej bo, recimo v Ameriki in Angliji že na veliko te velike dostavljavske firme že veliko testirajo te sisteme. Nekateri, sploh recimo Amazon ima to že kar dobro razvito, ampak čisto zares za hrano, prav namenski ti droni, ki bodo okoli vozili. Sveda je lahko razumeti pluse tega, ne, ker dron nikoli ne rabi bolniške, ni nikoli slabe volje, vedno dela, vedno naredi to, kar mu rečeš. Sicer ima tudi dovolj dobro tehnologijo, da se ne bosta en z lepinjo pa en z McDonald's paketom zaletela v luftu, pa bo hrana letela. Čeprav verjetno se bo tudi kdaj zgodilo, ampak dvomim, da zares, no.
Tako da kmalu verjetno lahko pričakujemo tudi pri nas, ta trenutek še ne. Ampak, če tako pogledamo, rekli so tudi, da ne bomo nikoli Halloweena praznovali, pa gledaj, konec oktobra, ne? Aha, to so rekli? Ja, brez skrbi se je to govorilo. Tako da v tej smeri gre tudi, kar se dostave tiče, tako da bomo seveda tudi to spremljali. Ne bo še jutri, ampak morda pa čez par let tudi v našem mestu. Pa misliš, da bo? To je priložnost tudi recimo, ne vem, za občino, ne? Zakaj ne bi infrastrukture sami naredili? Ja, ne vem, no. Pa potem imeli kaj od tega, ne? Pri nas znajo te drone, veš, kaj se dogaja, kaj se zna dogajati s temi droni. Ja, ker kak lahko, kar tak na boljšem sejmu zračno kupiš, ne? No, vse to ti pravim. Ampak ja, stvari se spreminjajo in po svoje vredu, po svoje pa seveda ne smemo pozabiti ohraniti teh osnovnih in najpomembnejših vrednot, ki so, ko potegnemo črto oziroma preden vgasnemo luč zvečer, najpomembnejše za to, da še naprej živimo kvalitetno in polno življenje. To sem šele včeraj ugotovil, ima izjemno odprto politiko do nudizma. Ja, je to fajn. Maribor namreč kot občina nima odloka, ki bi prepovedoval torej sončenje, kupanje v Dravi, karkoli kot od Boga dani, ne? Pravilno. Meni je všeč to. Ja, lepo. Ja, če ti je všeč, te moraš iti na otok, tam proti Teju, pa gledati na levi breg Drave. Tam imajo nageci svoje, so si izborili, mislim, tak vlastni režiji, ne? Ja. Kako dobro. Dobro, ne? Ja, nič te. Kaj te vem dobro? Komu, no? Pač kaj, se pa odprti smo kaj. Ni to lepo slišati. Dobro. Ampak v teoriji potem, marsikoga to zna tudi zmotiti, tudi o tem se je recimo včeraj veliko pisalo. Tako da pač jaz vedno tako pravim, pač te ne glej, ne? To je ve, če komu tako paše srečno, mene ziher ne boste videli, da se bom tam nagistočil, pa ga ne, jaz nisem za to. Jaz zarečem, ne. Ja, Ema, glede na to, da ni nekega odloka, bi lahko ti tudi na Pobrežju. Ja, jaz sem prepričan, da tebe ne bo noben prijavil. Razen, če bo Marica Favš, ne? Čuj, morje, kak, ne? Ja, kak me kliče. Lepo gre po plaži, pa se nazaj vrne, pa spet gre, pa to so te lepe stvari, ne? Lepe stvari, lepi efekti. Ampak krati tudi priložnost za eno lepo debato. Smo malo razmišljali in je še ena stvar, o kateri se je treba malo pomeniti. In sicer veš, ko si na morju, pa tam, ko greš, pa je polno verjetno nekih štantov, pa oni pa drugi pa tretji kaj prodajajo. In dajmo danes zjutraj malo razmisliti in se pomeniti, kaj je bila najbolj nesmiselna ali pa brezvezna ali pa nepotrebna stvar, ki ste jo že kdaj kupili na morju. Ker vemo, ne, tam pač ne moreš vsaj v veliki večini primerov se zanašati na svojo razsodnost iz teh ali onih razlogov. In najbolj brezvezna stvar ali pa najbolj nepotrebna stvar, ki sta jo kupila na morju. Ema? Okrasne školjke. Ogromno jih imam doma, celo škatlo. In vsako leto. Vsako leto jih kupiš? Vsako leto ne kupim eno, ampak tako 5-6. Moram imeti, všeč so mi samo po moje, tako plastično. Ne vem, če je to pravo, ali? Ne, prave. Ja, ne, same prave. Same prave. Same prave, pa par od njih ziher prepovedanih, tako da zdaj pričakuj inšpekcijo. Imaš ga prstace doma, ne? Matej? Veš tistom kapitansko kapo? Dejansko si to kupil? Dejansko in ne moreš verjeti, da tam pri štantu se mi je to zdela izjemna ideja. Wow, ful dobro, pa kak mi dobro paše, ne? Ja,
In bolj sem prišel v apartma in tako pogledam in se hajte to A ne, je. se ti bi ziher pasala, če bi jo tak zdaj čez poletje. Po moje tudi, Viš, da ja. bi jo tako mogel tu nositi? Ja, za službo. Ne, pa ful se mi je tako zdelo, veš, ono morsko vzdušje, pa tako, da so ono, wow, ne, tako. Joj, Kaj pa. je bolj žalostnega od tega, ko odrasel moški gre po plaži s kapitansko kapo? Vem, če obstaja kaj bolj. Ma nisem šel po plaži, še huje zvečer po mestu, veš? Ola kao, ne? Je. Ne? Bravo. Ja. Jaz moram reči, da se sicer imam glede tega kar v rokah, ampak se pa spomnim, veš, tam v 80-ih, ko je bilo še to vse skupaj malo drugače in so v kempe takrat hodili, že takrat so hodili Čehi, ki so bili takrat v enem drugem sistemu, kot mi seveda tudi, ne? Ampak veš, tam ni bilo toliko za dobiti stvari, ne? In tam si mogo vedno imeti kakšne 3 kile vegete, ker si lahko za to vse živo menjal, ne? Ampak ne, oni so naredili tako, da so ob tem, da so si vse sabo pripeljali, so imeli polno nekih stvari, ki so bile tam verjetno bolj poceni, pa so jih prodajali, potem ne, so bili tako malo poslovnejši tudi. Okay. Še zdaj ne vem, zakaj je fotelj kupil, pa pazi, to je bilo že takrat, je bilo pa se 2 lesena lopara za tenis. Zakaj? Pa noben ni tenisa igral, veš, kaj ti hočem reči. Lesena. Veš, tako kot... Se pravi, taki, s katerim je Bjorn Borg igral. Tako, Billie Jean King, pa ti, ne. Mogoče sta danes vredna. Ja, Ja, sej, moram poiskati, zika še to neki leži, ne. Mogoče pa bo. Pa ste pol na morju igrali? Niti ne. Veš, kaj ti hočem Ja, reči? okej. Skoraj nemogoče vprašanje. In danes boste v skoraj nemogočem vprašanju tekmovala naša pobreška kraljična, ne? Predsednica hišnega sveta doma v bloku, tako. naša študentka Ema in na drugi strani kapitan iz Majstrove. Matej Regent, ki je dejansko pri polni zavesti, ker danes seveda debatiramo, mimo grede povem, tako vzporedno tudi o najbolj nesmiselnih stvarih, ki smo jih kupili na morju. Ni jih malo, če imate tudi vi, kako bomo zelo veseli, če jo podelite z nami v SMS-u na 051 220 220. No, on je dejansko si kupil kapitansko kapo in je trenutni zmagovalec. Ampak skoraj nemogoče vprašanje, čist druga zgodba. Tudi danes korenini v eni statistiki iz Evropske unije, v katero seveda zapademo Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora. Ali pač. Ali pa ima. Vsaj nekdo sodeluje. Torej, danes statistika o nakupovanju v trgovini. Poznamo, ne? Govorimo o prehrambenih artiklih, ne govorimo o cotah. Joj. Jaz sem rekel, ah, te pa ne, ker jaz ne jem. Poznate to, ko greš v trgovino kupiti samo eno stvar? Ja. Neredko kdaj prideš samo z eno stvarjo ven dokazano, kupiš še vsaj eno ali 2 ali 3, ampak skoraj nemogočem vprašanju, kateri pa je tisti prehrambeni artikel, ki ga vedno ali pa največkrat kupimo zraven, ko gremo v trgovino po samo eno stvar. Žvečilna. Kaj res? Iz prve! O moj bog. Dobro, sedanci bilo kar lahko, ne? No, vseeno. Ampak iz prve, daj pet. To, mi gre. Jaz v bistvu nisem sploh niti vdihniti. Ja. Tako, Matej, Noro, ne? noro. Kaj si ti mislil reči? Čips. Ne, ni čips. Ja. Ampak so žvečilni gumi. Bravo, Ema, gladko si Res je. poteptala kapitana, ne? Ampak vseeno me lahko danes pozdravljaš z ahoj. Ja, se pa kaj si Čeh še zraven. Kaj si ti nor? Popoln komplet imamo danes. Hvala ti, Regent. In debatiramo z vami v SMS-ih na 051 220 220.
na temo najbolj nesmiselnih nakupov, ki smo jih v zgodovini naredili na morju. Imamo zmagovalca. Jaz bojim se, da je zmagovalec jutra, ima, veš, naš Matej. Ja, jaz tudi, ja. Ki si je predlani kupil kapitansko kapo in ti jo dejansko tudi noso. Ampak veš, ko si recimo pozabil kupiti čevlje za vodo, recimo, pa jih kupiš tam, pa jih moraš kupiti 4-krat, ker ti vedno razpadajo v 2 dnevih. No, Helena je poslala SMS in pravi, da je bil za njo najbolj butasti nakup žakelj mandarin v dolini Neretve. Kupili smo namreč same kisle in nezrele mandarine. Gledali, celi žakelj. Kako misliš, naslednja pa zdaj bo? Ne, to je bila, da je naslednja ziher bo olupi. Ok, dobro, to ta tudi ni bila, zgleda, so tako pakirali, da je zdaj naslednja, zdaj bo, da je vsak 2 olupi ima, kako bo pa. Ok, mogoče pa pol pa res bo, zdaj gled, tako smolo mama na vrhu, so dali bolj zelene. Ja, ampak še vseeno si ti zmagovalec, Matej. Tako, Tine sicer manjka, ker je na dopustu, ampak to ne pomeni, da boste njegove poslušalke in poslušalci ostali brez njegove zanimivosti, ker jih je seveda pustil kar nekaj z jasnimi navodili, kar dolg seznam navodil je bil. Okay. Lepo se obleči, pazi, kako se obnašaš. Čakaj, to že nisi upošteval. Ja, to že. Kako te ne? Ne, majca mi je všeč. Ti si zadnji, ko boš modno ocenjeval. Tako da z mano vred, da smo si na jasnem. Ok, in za danes je to mogoče eno dejstvo, ki ga mnogi poznamo, marsikdo se ga pa niti ne zaveda, je pa seveda dejstvo. No, sicer ne, če vprašamo tiste, ki verjamejo, da je Zemlja ravna, ne, in da je Luna projekcija in podobno pustimo. Ampak, ko misliš, da počivaš, ne delaš nič, ležiš na kavču, ne, štrckaš po televiziji ali telefonu, kljub temu potuješ s hitrostjo 107.000 km/h. Kar dobro, ne? Ker to je hitrost, s katero Zemlja potuje okoli Sonca. Pa še vrtiš se zraven, tako malo, ne? Kaj boš? Ker iztirilo jo je. Ja, res me je. Ti misliš, da si Ja. Cel čas ga žgeš 107.000 km/h. Ni čudno, da pojmem vmes slabo. Tako. Ja, evo, ne, da ti je kar naenkrat tako slabo. Ja. Kaj te je zdaj? Veš kaj, danes mi hitra vožnja napaše, kaj te to je. Pa neki ovinki. To glasbeno ozadje že nakazuje, da se bomo spomnili še nekaj presežkov pod narekovaji zadnje sezone. Sezona seveda traja od 1. septembra do konca junija. Tako je to običajno v medijih, torej od 1. septembra 2025 do konca junija 2026 zdaj gledamo. In jaz ne vem, zakaj je tu in kdo je to pripravil posnetek, da sem pa jaz Jegeru rekel, da je mali tiger. Ziher je bilo v nekem kontekstu in ne vem, zakaj bi to sploh zavrteli zdaj še enkrat. Kdo je delal ta seznam? Ker daj. Ok, tak si veš, ko mali tiger. Ok. Ko še je lep, ko še ga mamica umiva, ko še ni nič pokakan okoli ritke, se veš, je lep. Ok. Kaj te to je? Ja, to je kar zaskrbljujoče. Ja, res je. Mislim, kdo je to govoril? Grozno. Moram pa priznati, da se mi je zgodilo v tej zadnji sezoni, sem se že 1000-krat posipal s pepelom, ampak da sem bil včasih si pač enostavno preveč iskren v svojih besedah. No, 3. marec je že en taki moment, ko človek že malo razmišlja, kako vam vsega pun kurac, kako bi kuferst. Si že, da se ti je to zdaj zgodilo? Tega se spomnim. Taki čas je bil, ne vem kaj pa zgodilo zjutraj. Glej, zgodilo se je, ampak na srečo nisem bil edini. Poslušajte, kaj je tu rekel Jeger.
Samo sekundico, evo to. Razmislite. Dajmo Matija. Če kdo ni slučajno dobro čul, razmislite. Dajmo Matija. Pravi čas se je ustavil, ne? Sam problem je, da se je ustavil pri napačni besedi. Res je. Dobro, probal je, ne? Mislim, na neki točki mu je verjetno canknilo opla. V eteru smo, se tako menimo. Je pa Matej Ceger bil, ko govorimo o zadnji sezoni, eden od zmagovalcev, ker je dobil tudi zlatega dodla za leto 2025. Mislim, da če zdaj že gledamo nazaj, se moramo spomniti tudi te vrhunske, pod narekovaj vrhunskega spodrsljaja, ki se mu je zgodil v eter, v novicah. Dobro jutro, z vami sem Matej Ceger. Na Ptuju se bo 30. junija začela obnova 750 metrov dolgega odseka. Adijo, Eger, sam si veš. Adijo, gremo mi, srečno. Kar ne. Glej, nismo popolni, se pa trudimo in smo iskreni, to pa definitivno drži. Drugače pa se poleti spominjamo tudi največjih dosežkov zadnje sezone Totega Milana in letos se, Matej, ti se zagotovo spomniš, ko smo imeli tisto veliko razorožitveno okno v Sloveniji, ko ljudje prinesli nazaj orožje, pa nič ni bilo treba reči, samo si dal pa la. No, to je bila tudi tema te zgodbe. Kako ni vedel, kaj je to za zavidi. No, rekel, gledaj to, kaj naj zdaj s tem naredimo, zdaj to so neki deli za Zaporožca, tu pusti. Pa dobro, zdaj ni tak nor, gospod, zdaj pa, če so metki zraven bili. Ja ne, metki, eno od vaših zrihto. Čo, Marjan, kaj pa ona velika stvar na 3 tacah, ti sto neš dal? Kakih 3 tacah, kaj te vse sem dal? Pa ste res dali vse? Vse. Če pa pri vsakih poročilih vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam Šarota gori na vikendu. Ne, lapa ti, no. Dejan, Ana in Jeger. In Toto jutro.